Torej, če pogledamo sam zgodovinski razvoj, evolucijo naše elektrarne, tako kot je bilo rečeno, leta 1243 so bili proizvedeni prvi megavati in razvoj je potem sledil pač trendom, ki so bili v svetu. Tako smo menjali tehnologijo, tako smo tudi menjali svojo vlogo. Iz prvo čist elektrarne, ki je proizvajala pasovno energijo, smo potem prišli v sistemsko elektrarno. Torej, sistemska elektrarna pomeni zagotavljanje vseh sistemskih storitev za sistemskega operaterja, to je v primeru Slovenije je to ELES. V novejšem času z izgradnjo plinskega bloka 6 in 7 pa se zaradi dobrega izkoristka teh blokov tudi kaže možnost ponovnega obratovanja v komercialne namene. Torej, termoelektrarna Brestanica je izjemno pomembna za elektroenergetski sistem Slovenije, zato ker predstavlja sistemsko elektrarno, ki nudi rezerve v primeru, da pride do določenih anomalij ali pa potreb po hitrih spremembah v sistemu. Še posebej se je elektrarna izkazala v lanskem letu, ko smo bili priča energetski krizi in je takrat predstavljala pomembno rezervo, da smo lahko to krizno obdobje prebrodili brez kakršnihkoli problemov pri oskrbi z energijo. Seveda terjajo vse spremembe, ki se dogajajo v energetiki, tudi v Evropi kot v svetu, ustrezne spremembe. Termoelektrarna Brestanica je skozi svojih 80 let dokazala in ekipa, ki tukaj dela, je dokazala, da je sposobna teh sprememb, teh preobrazb od rabe različnih energentov in prilagajanja svoje vloge v sistemu in prepričan sem, da bo to sposobna tudi v bodoče, predvsem z gledišča transformacije na druge, modernejše in to pomeni tudi dodatno še bolj okolju prijazne energente, kot so na primer vodik, čisti vodik in pa druge tehnologije shranjevanja in nudenja sistemskih storitev, kot je uporaba hranilnikov energije. Tako da ekipa je pokazala, da je sposobna se soočati s temi novimi izzivi in zato sem prepričan, da bo tudi v bodoče kos tem spremembam in novim izzivom, ki bo prinesla prihodnost. Termoelektrarna Brestanica je tesno povezana z krajem. Mi prisluhnemo njihovim željam in kjer se da, vskočimo, pomagamo tako in drugačen način. Na drugi strani pa moram reči, da tudi same krajanke in krajani imajo posluh za Brestanico in imamo z njihove strani, lahko rečem, močno podporo. Če samo dam primer, ko smo imeli predstavitev novega projekta, torej okoljsko dovoljenje, ni bilo enega glasu, ki bi nasprotoval in samo še potegnem črto, dajte to zgraditi, mi vas podpiramo. Ravno zaradi teh sprememb v okolju in gradbeno dovoljenje za plinska bloka 8 in 9 trenutno nimamo v planu v investiciji, zaradi tega, ker so se okoliščine toliko spremenile, tudi z spremembami oziroma z invazijo Rusije na Ukrajino, da je dejansko trend drugačen in bomo temu prilagodili tudi strateške razvojne načrte Brestanice. Se pravi, vidimo bistveno več priložnosti v koriščenju hranilnikov energije, kot potem podpornih tehnologij za nudenje sistemskih storitev in pa preučevanju različnih možnosti, na kakšen način uporabiti zeleni vodik pri proizvodnji električne energije.